Haleluja. Govorimo o Božjih zapovedih, govorimo o Jezusovih zapovedih. On je rekel, da vam novo zapoved. Haleluja. In poglejmo si 9 posebnih nagrad, če se držimo Jezusovih zapovedi. Prvič, Bog se ti bo razvedel. Jana 14:21. Kdor ima zapovedi moje in jih izpolnjuje, on je tak, ki me ljubi. Kdor pa mene ljubi, ga bo ljubil moj oče in jaz ga bom ljubil in mu razvede na sebe. Se pravi, največja stvar, ki se ti lahko zgodi, je, da se ti Jezus razvede. In kako se ti to zgodi, ko sprejmaš Božjo ljubezen in jo daš naprej? Drugič, Bog bo živel v tebi. Jana 14:23. Če me kdo ljubi, bo izpolnjeval mojo besedo in moj oče ga bo ljubil in pridemo k njemu in prebivališče si naredimo v njem. Se pravi, Bog sam pride živeti v tebe in ti postaneš njegova hiša, njegov tempelj. Tako da to je največ, kar se ti lahko zgodi v življenju, je, da on živi v tebi. Tretji blagoslov je, da Kristus postane tvoj prijatelj. Jana 15:14. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam ukazujem. Se pravi, kar vam zapovedujem. Se pravi, to je avtomatično, si ti njegov najboljši prijatelj. On je tvoj najboljši prijatelj. Tako sta Rit in srajca, ne vem, kakšen bi še dal pregovor, ampak nerazdružljiv si z Bogom. Četrtič, sprejel boš Božjo ljubezen. Jana 15:10. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, ostanete v moji ljubezni. Kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. In to je največja stvar v življenju, da ostaneš v Božji ljubezni. Petič, iskreno boš ljubil druge. 1. Janezovo pismo 5:2. V tem spoznamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Če to obrneš okoli, se pravi, slika tega, rezultat tega, da ljubiš Boga, je, da boš ljubil njegove otroke. Se pravi, in to je iskrena ljubezen, to ni narejena, nima nekih napačnih motivov in enostavno je brez nekih sebičnih motivov ljubiš druge ljudi, samo zato, ker imaš rad Boga. Se pravi, to je avtomatična Božja ljubezen. Naprej, tvoje molitve bodo uslišane. 1. Janezovo pismo, 3. poglavje, 22. vrstica. In karkoli prosimo, prejmemo od njega, ker držimo zapovedi njegove in delamo, kar je prijetno pred njim. In ta je zapoved njegova, zdaj pa poglej, kaj je njegova zapoved? Da verujemo v ime Sina njegovega, Jezusa Kristusa. To je največ, kar lahko narediš, da verjameš Bogu. In v bistvu je to tudi najtežje. Ker ne moreš mu verjeti, če ga ne poznaš. Ne moreš mu zaupati, če ne veš, da te ljubi. Če ne veš, a je zanate ali te ima rad, težko mu boš pol verjel. Se pravi, to je največja stvar, da verujemo v ime Sina njegovega Jezusa Kristusa, posluši drugo, in se ljubimo med seboj, kakor nam je dal zapoved. Pika. Se pravi, verjamemo Jezusa in ljubimo drug drugega. Če to delaš, kaj se ti bo zgodilo? Vsaka tvoja molitev uslišana. Noro, koliko noro. Kot da bi ti en dal prazen ček, napiš kjerokoli vsoto. Pogoj, verjamemo Jezusa in se ljubimo med seboj. Uslišane molitve. 7. Imel boš resnično radost. Janas 15:11. To sem vam povedal, da moja radost ostane v vas in da se vaša radost dopolni. Haleluja. Se pravi, to je pa več, kot kjerkoli joint, droga, alkohol, seks ali ne vem kaj, stvari tega sveta, je Božja radost. To je original. Njegova radost ostane v tebi in tvoja radost se dopolni. Božja radost je tvoja moč. Radost je ogromna stvar. To je fantastična stvar in hudič ti bo vedno hotel ukrasti in te poriniti ven iz Boga. Vedno, ko delaš nekaj po svoje, izgubiš radost. Vedno, ko ostaneš v Bogu, ostaneš v radosti. In večino časa, če bi rad vedel, te je Bog govoril, ne, poglej, a imaš radost v duhu, ne v duši pa v mesu, ampak v duhu. In naslednjič, imel boš mir. 8. blagoslov, ko držiš njegove zapovedi, imel boš mir. Jana 16:33. To sem vam povedal, da imate mir v meni. Jaz rekel, svoj mir vam dajem, ne tako kot ta svet, ampak jaz vam ga dajem, svoj mir, jaz sem svet premagal. Se pravi, tvoj mir ne prihaja iz tvojih okoliščin, ampak prihaja od Boga. Zato ti ga ta svet in te okoliščine ne more ukrasti. Amen. In zadnjič, prečiščen boš. Jana 17:19. Zanje sam sebe posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni v resnici. Posvečen, to pomeni,
da si odvojen za poseben namen in je nasprotje, postaneš nasprotje od običajnega. Se pravi, naenkrat nisi več en običajen človek, ampak si posvečen, odvojen, da si nadnaraven človek za Božjo uporabo. Haleluja. Bodite posvečeni danes v Božji besedi, v resnici naj Sveti Duh deluje čez vas. Amen. Se vidimo jutri.